SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-jevem intervjuju. Tokrat je z nami izredna profesorica Petra Došenovič Bonča. Zakaj smo jo povabili v naš studio? Zato, ker zdaj v zadnjih mesecih, pa čeprav bodimo iskreni, zdaj res o letih ali pa že v desetletjih govorimo o zdravstveni reformi. In če nam to vedno razlaga ali opozicija, ali koalicija, ali pa nam pošljajo svoja stališča iz zdravniške zbornice, včasih se celo oglasijo na ZZZS-ju, potem je včasih tudi prav, da pogledamo številke, ki niso politično obarvane, ampak so zgolj in samo številke. In če kdo, je morda ena izmed najboljših, ko je treba te številke zbrati in jih tudi interpretirati, kajti tudi to je zelo pomembno, ravno današnja gostja. En lep pozdrav. Pozdravljeni. Ko sem razmišljal, kako bova začela tale najin pogovor, sem imel en kup idej, ampak v resnici bom kar direktno najprej vprašal. Ko spremljate, oziroma koliko časa že spremljate priprave slovenske politike na neko pravo reformo, ko govorimo o zdravstvu? Je v bistvu že od začetka kariere. Ja. Tako da že kar precej več kot 20 let. Jaz sem se prvič malo bolj aktivno začela ukvarjati s to temo, še ko je bil dr. Keber minister. In na nek način imam danes res občutek, da smo skoraj malo podobni mehiški telenoveli, pravzaprav se ves čas pogovarjamo o istih problemih, pridemo do nekih predlogov rešitev, potem običajno pride do menjave ministrov, vlad in tako dalje, tako da dejansko so se problemi, ki jih imamo, kopičili že vrsto let in ko se problemi nakopičijo, ko pravzaprav so tudi ljudje že nestrpni in pogosto razočarani, je težje uveljavljati spremembe. Doktor Kebra ste omenili, zanimivo pa je, da v teh 20 letih ga zdaj znova poslušamo, pa se mi zdi, kot da je na nekem drugem bregu, kot je morda bil takrat. Zato zdaj pod vprašanje, kateri minister je bil pa najbližje kakšni resni spremembi v zdravstvu? Ja, pravzaprav, mi smo eno tako malo večjo reformo naredili samo, pa še tudi ni bila velika reforma, leta 2005, ko je bil minister dr. Bručan. Takrat je bila spremenjena v regulativi ali pa malo bolj urejeno, je bilo takrat področje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Takrat smo ta zavarovanja proglasili za javni interes, dodatno smo jih regulirali. Določili smo, da seveda morajo biti premije znotraj iste zavarovalnice enake, ampak to ni bila zdaj neka velika reforma, bila je pa neka, recimo, malo občutnejša sprememba zakonodaje, vse ostalo so bili predlogi, ki so si bili bolj ali manj pravzaprav podobni in nekih večjih premikov ali pa drugačnih predlogov, nekega zasuka pravzaprav nismo videli do sedaj v predlogih, ki so prišli seveda z vladne strani. No in zdaj sva pa skoraj da pri tretjem branju, skoraj da pri sprejetju zdravstvene reforme, ki jo je ta vlada obljubljala. Pravzaprav je predsednik vlade Robert Golob, ko je postal predsednik vlade, povedal, da je to ena izmed ključnih in celo glavnih nalog te vlade. Kje smo? Če vas zdaj tako vprašam, kako pa pri tej reformi kaže? Ja, jaz pravzaprav, če bi govorili o reformi, bi morali govoriti o zdravstvenem sistemu. Sistem je urejeno, sistem je red, vsak sistem ima vrsto elementov. In v zdravstvenem sistemu seveda je treba nasloviti vse te elemente, od financiranja, do tega, kako spremljamo potrebe, do tega, kako pravzaprav na strani povpraševanja obvladujemo tudi to, kako se mi obnašamo. Treba je potem skladno z potrebami, pa strukturo košarice zdravstvene, potem načrtovati tudi zdravstveno mrežo, urejati vprašanja plačilnih modelov in tako naprej. Nobena sprememba, ki v bistvu naslavlja samo nek element, pravzaprav ni reforma, je sprememba določenega elementa v zdravstvenem sistemu. Tako da jaz mislim, da vsi, ki seveda želimo neke spremembe, to pogrešamo. Ta bolj sistemski pristop in dejansko to, da naslovimo vse relevantne elemente v zdravstvenem sistemu, ki so medsebojno zelo povezani. Ko ste začeli naštevati vse, sem razmišljal, pa to se pa ne lotevamo, vsega tega. Absolutno ne. Pravzaprav zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je še en zakon, za katerega vem, da so pripravljena izhodišča, ampak s tem zakonom nismo začeli. Ta zakon ali pa predlog tega zakona še čakamo. Tako da sicer moram reči, da če preštejete več kot 10 različnih zakonov je bilo v zadnjem letu predlaganih,
Tako da je tudi to en velik izziv. To so vendarle stvari, ki jih je treba premisliti vnaprej in je včasih mogoče to, da sicer ne enkrat streljaš s preveč topovi, tudi lahko problema, ne? Ampak vendarle je treba se seveda začeti ukvarjati s strateškimi vprašanji, ne pa toliko z operativnimi vprašanji. Jaz mislim, da smo mi v bistvu izhajali iz številnih operativnih težav, ne, ki jih potem seveda malo gasimo, kot da gre za požar, čeprav je res treba razmišljati o temeljnih razlogih, zakaj seveda je do teh težav prišlo. Če se ne motim, 2015 ste na Ekonomski fakulteti že pripravljali recimo izhodišča ali pa priporočila za neko to veliko zdravstveno reformo. Takrat samo 2 deležnika nista bila poleg in to tista 2, ki bi res nujno morala biti poleg. Ne? Ja, čeprav, ko smo mi začeli s tem predlogom, smo pravzaprav bili za skupno mizo vsi deležniki. Ne? Na nek način smo verjetno s tem predlogom takrat začeli malo pozno. Idealen čas vedno za spremembe je, ko je gospodarstvo v krizi, tako da 2012, 2013, če bi mi takrat malo pohiteli, jaz mislim, da bi seveda kakšno spremembo verjetno lažje uveljavili, ker takoj seveda, ko se gospodarska rast ponovno začne, ne, se finančni pritisk nekoliko zmanjša in ko se finančni pritisk nekoliko zmanjša, potem je seveda lažje. Tako, potem je pač lažje določene stvari spet malo odložiti na prihodnost. Tako da mi smo morda takrat malo okno priložnosti zgrešili za las. Tako da jaz mislim, da je tudi to pomembno vprašanje, kdaj s to reformo začneš, ne? In enostavno je včasih, ko so stvari res zaostrene, je te stvari spreminjati lažje. No, takrat, da pojasnim 2 deležnika, ki nista bila pri tej pripravi, poleg je ZZZS, ki se je kasneje umaknil, ne, kot ste rekli na začetku, je bil poleg, in pa seveda Ministrstvo za zdravje. Kaj pa zdaj, ko so pripravljali to veliko reformo ali pa spremembe? A so zdaj vključili tudi drugo stroko? A so poklicali na Ekonomsko fakulteto in rekli, dobro, pa se vi ste to že 10 let nazaj pripravili, 15 roko na srce, ste se začeli s tem ukvarjati, a pridete k nam, se usedemo za skupno mizo in iščemo rešitve. V bistvu je tako, ne, da jaz sem sodelovala v vrsti delovnih skupin, sem tudi zadnje čase bolj neaktivna članica Strateškega sveta za zdravstvo. Tako da formalno gledano bi lahko rekla, da sem bila vključena. Zdaj seveda vprašanje pa je, koliko so ta različna stališča res slišana. In tudi vprašanje je, ne, kaj je najboljši način za doseganje nekih dogovorov. Ne. Včasih, če so te skupine prevelike, pravzaprav postanejo neučinkovite in to je problem. Jaz sem večkrat izpostavila ravno to, da se stroke, niti stroke, ne, kaj šele politika do stroke in obratno, niti stroke se včasih ne znamo poslušati, ne, in se na koncu izkaže, da pravzaprav govorimo o istih stvareh in imamo podobne rešitve, ampak jih imenujemo drugače. Ne. Velikokrat se potem zatakne na žalost pri ideologiji, tako da ti izzivi ostajajo. Tako da jaz osebno moram reči, da tako res čisto na osebni ravni, na nek način po letu dni, ne, sodelovanja v različnih diskusijah, bi verjetno zdajle potrebovala, če zelo osebno razkrijem, vsaj 6 mesecev stran od zdravstva, ne? Ker je težko vendarle jaz razumem, da so spremembe počasne, ne? Ampak v dolgi karieri včasih tudi človek ostane potem mogoče malo frustrirana, ne? Ker se stvari ne zgodijo hitreje, ampak moraš sprejeti, da so to vendarle področja, kjer z danes na jutri niti ni pametno delati sprememb, niti jih ni možno realizirati. Ja, zato sem na začetku vprašal, koliko časa, 2 desetletji praktično se s tem ukvarjate. 2015 je bila ta študija narejena, zdaj smo pa 2025 z vlado, ki ima, oziroma koalicijo, ki ima res veliko večino in načeloma bi vse te spremembe morali kar precej gladko skozi parlamentarno sito. Pa se mi zdi, oziroma morda ne razumem, ali jo ne znajo dobro prodati nam ljudem, ne? Ali ne znajo dobro skomunicirati tega z zdravniki, ali pa ne znajo dobro pripraviti in povzeti tega, kar je treba. Saj ne vem, kaj bi vi rekli. Ja, jaz vendarle mislim, da je kar nekaj predlaganih rešitev neustreznih. Ne? In eno je, kaj je populaciji všečno, drugo seveda pa je dejansko, kaj je strokovno utemeljeno in kaj strokovno ni utemeljeno. Ne? Tako da jaz mislim, da je tudi to velik izziv. Ne? Deležnikov je več v zdravstvu, ne? Dejstvo je, da so seveda pomembni zdravstveni delavci, vsi, ne samo zdravniki, ne? Tudi interesi pacientov in včasih
včasih tudi pacienti ne razumemo čisto dobro, kaj je za nas najbolje. Zdaj, recimo, mi smo zelo velik pristaš tega, da je geografska dostopnost čim večja. Jaz to seveda razumem, če si v vlogi pacienta. Ampak treba je pa razumeti, da to ni edini kriterij, ko ti snuješ recimo zdravstveno mrežo. Zelo pomemben kriterij je tudi, ali pa jaz mislim, da je še pomembnejši kot samo geografska dostopnost, je kakovost, ki je pa pogosto vezana tudi na optimalno velikost izvajalcev. In mi se bomo morali enkrat tudi z vidika kakovosti in optimalne velikosti izvajalcev dogovoriti, kje je smiselno imeti katere izvajalce. Treba bo zdravstvene izvajalce nekoliko bolj specializirati in v takih primerih v bistvu tudi pacienti sami včasih zavremo seveda neke spremembe, ki so potrebne, ker verjetno ne dobimo pravih informacij, zakaj se recimo določena sprememba v mreži načrtuje. To je eden tudi od razlogov, zakaj pravzaprav zdravstvena mreža ostaja nespremenjena že zadnjih 20-30 let. Res je, ker kadarkoli je bil samo predlog, da bi se morda kaj preselilo v kakšno drugo bolnišnico, je bil tako izhod, tudi župani so se seveda zbrali in vedno se je tam ustavilo. Mislim, da ga ni bilo junaka med ministri, ki se seveda zelo, zelo pogosto ali pa najpogosteje menjajo, ki bi ugriznil to jabolko. Jaz mislim, da je tukaj problem v osnovnem pristopu. Mi zelo silosno pristopamo k zdravstvu. Se pravi, tudi vsi podatki so na nek način na ta način zbrani. Kakšni so izdatki za primar, za sekundar, za terciar, kako se denar razdeli med zdravstvene domove, bolnišnice in tako naprej. V bistvu paciente in vse nas, vse deležnike mora pa pravzaprav zanimati, kakšno je breme posameznih bolezni in tudi za pacienta kot takega. Mene pravzaprav ne zanima prav veliko, koliko imamo zdravstvenih domov, koliko imamo bolnišnic, ampak če recimo bi se zgodilo, da dobim diagnozo neke resne bolezni, potem mene pravzaprav zanima, kakšna je mreža izvajalcev za to specifično bolezen. In če bi samo v bistvu na ta način pristopili k snovanju mrež, k posredovanju informacij pacientom, jaz mislim, da bi mnoge spremembe dosegli lažje. Dosegli bi jih lažje tudi stroko, zato ker seveda, če vzameš stroko, ne obstaja stroka za zdravstvo kot celoto, obstaja pa seveda stroka po boleznih, če govorimo o zdravstvenih delavcih. Imava veliko teh nekih poglavij, ki se jih bova zdaj lotila, pa denar ste že omenili. Zdi se mi, da mi vsako leto damo, ne zdi se mi, to je dejstvo, damo več denarja v zdravstvo. Imeli smo celo ministra, ki je prihajal iz zdravniških vrst in je svojo rešitev predstavil tako, če bomo pa res plačali veliko, tudi zasebnikom bomo pa čakalne vrste skrajšali. Skratka, denar v zdravstvu se mi zdi nikoli ni problem, kar se kaže potem tudi, ko pogledamo, kakšno je poslovanje zdravstvenih zavodov, ker če posluješ negativno, bomo pokrili, nič hudega in zato nihče nikoli ni odgovarjal. Ampak dajmo morda pri tem denarju začeti. Mislim, da je skoraj 10% BDP-ja namenimo za zdravstvo. Zdaj se pogovarjamo, da bomo za vojsko dali 2% in da je to nepredstavljivo veliko denarja. No, za zdravje damo krat 5, pa ves čas jamramo. Se pravi, dajva najprej to. V bistvu damo precej več kot samo teh 10%, 9,4% je podatek za leto 2023, za 2024 seveda podatki še niso povsem jasni. Ker seveda je treba ločiti, o čem govorimo. Zdaj, tekoči zdravstveni izdatki, to so zdravstveni izdatki za storitve, ki jih mi dobimo, ti v bistvu so že skoraj 6 milijard evrov, zdaj so že presegli 6 milijard evrov, čeprav uradnih podatkov še ni. Ampak poleg tekočih zdravstvenih izdatkov je seveda treba upoštevati tudi kapitalske izdatke, se pravi za investicije. Tega je v deležu BDP bistveno manj, 0,35%. Zdaj po eni in drugi številki smo v bistvu primerljivi z EU. Zdaj, vedno je vprašanje, katero številko vzameš za osnovo primerjave in pogosto ljudje vzamejo za osnovo primerjave tehtano povprečje EU. Tehtano povprečje EU jaz običajno seveda uporabljam, kadar primerjam EU z Ameriko, Novo Zelandijo in tako naprej. Z drugimi deli sveta znotraj EU je bolj smiselna primerjava z nekim enostavnim povprečjem, vendarle je delež, ki ga namenjamo za zdravstvo, odvisen od seveda bogatstva neke države,
bogatejše države ne samo absolutno lahko dajo več, ampak tudi delež se poveča. Ne? In mi smo glede na našo razvitost pravzaprav zelo primerljivi z EU. Ne? Smo ravno na povprečju EU, če seveda vzamete enostavno povprečje. Pa tudi, če zdaj pogledava kapitalske in tekoče izdatke, je treba širše razumeti breme bolezni. Ne? Mi se pogovarjamo recimo o izdatkih za bolniški stalež, to je pa posredni strošek zdravstva, ne? In to je samo eden od virov posrednih stroškov, ki so vezani na izgube produktivnosti. Izgube produktivnosti so kar velike, tudi zaradi prezgodne umrljivosti tega, da ljudje sploh recimo ne delajo, da se prezgodaj upokojijo in da ne bom preveč samo vezana na delo, ne, to včasih zveni diskriminatorno do starejših, ki so že v pokoju. Pravzaprav ekonomisti se ukvarjamo tudi z izgubami neplačanega dela. Ne. Ta bremena so pa velika, ne, recimo pri srčno-žilnih boleznih, mi imamo zdaj eno skupino, ki jo vodi dr. Juks, UKC Ljubljana, Kožba, ki se ukvarja z državnim programom obvladovanja srčno-žilnih bolezni in seveda ocene tam lepo pokažejo, da so ti posredni stroški res občutni in recimo stroški prezgodne umrljivosti presegajo stroške bolniškega staleža. Ne. Tako da je treba kar široko pogledati na to, kje vse seveda breme bolezni nastaja. Tako da imamo kar veliko argumentov, da so investicije v zdravstveno dejavnost seveda pomembne. Ne? Je pa pomembno eno drugo vprašanje. Ne? Vedno bo omejen obseg denarja, ki smo ga zmožni zdravstvu zagotoviti. Vprašanje učinkovitosti in uspešnosti porabe tega denarja je pa seveda bistveno bolj pomembno. Ne? Je pa res, če vi vzamete izdatke za zdravstvo, samo tekoče, ne, teh danes čez 6 milijard, ne, leta 2018 smo bili 1,8 milijarde več smo zagotovili od leta 2018 pa do v bistvu zdaj, ne, kar je kar velika rast. Govorim, te 6 milijard zajema vse izdatke. Javno financirane iz zavarovanj prostovoljnih in iz žepa. Ne. Zdaj, tudi če gledate samo ZZZS, ne, je tudi enormna rast bila prilivov in odlivov iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, skoraj za 82% od leta 2018 naprej, ne, do 2024. Tako da ja, jaz se strinjam, da smo naredili veliko. Zdaj pa spet je tako, ne, če smem pokomentirati malo strukturo teh izdatkov. Seveda, ja. Mi smo bili v preteklosti, ne, po strukturi teh izdatkov nenavadni, smo precej odstopali od EU, ne, in to zaradi naših doplačil, ki smo jih zavarovali prek dopolnilnega zavarovanja. Tako da po prostovoljnih zavarovanjih smo bili po deležu, ne, v celotnih izdatkih smo bili prvi v EU, kar je seveda pomenilo, da smo bili po javnih virih pa bolj na repu, tam od 17. do 19. mesta smo se gibali v EU, 27, odvisno katero leto vzamete. No in leta 2023 je seveda prišla ta velika sprememba, skoraj čez vikend, čez noč, ne, kjer smo ukinili doplačila, ki so bila predmet dopolnilnih zavarovanj. In zdaj smo pa se postavili v situacijo, ko bomo čez raven upoštevali še prispevek za dolgotrajno oskrbo, ne. Zdaj bomo pa prvi po deležu EU prvi po deležu javnega financiranja v vseh tekočih izdatkih v EU, kar pa jaz mislim, da je tudi problem z vidika seveda neke finančne vzdržnosti pa zmožnosti, ki jih mi imamo za to, da financiramo zdravstvo, ne. Če vztrajam na tej tezi, da očitno vendarle denar najdemo, kot ste rekli, veliko tudi za ta denar naredimo, vseeno vidimo, da imamo kup težav. Naprimer, čakalne vrste so se pa od 2018 do danes tudi povečale, imamo ogromno luknjo, ko gre za kadre. Ne? Ta se mi zdi, da se od 2018 stalno povečuje, sploh ko gre naprimer za družinske zdravnike ali pa za specifične dele v zdravstvu, ki so ključni, da celoten tim deluje. Potem imamo pa tukaj vseeno, dobro, vse investicije so, ampak se mi zdi, da pri nekaterih res tudi zamujamo. Pogledava naprimer mariborsko onkologijo, pa še kaj. Kaj torej delamo vendarle pri vseh teh treh, pa se je potem več narobe? Naprimer, ali se nismo dovolj ukvarjali s tem, da se nam bo zgodilo, da morda denar bo, pa ga ne bomo mogli komu dati? Ali, ne vem, se to potem potegne tudi čakalne vrste, ne? Ker ZZS pravi, se mi imamo denar, vam plačamo, samo opravite delo,
ampak kdo ga bo opravil, če ni zdravnikov, naprimer, ne? Ja, ravno to je, nerealizirani programi, ki pravzaprav so temeljni razlog za izgube bolnišnic, to lepo kažejo. Jaz moram zelo odkrito povedati, jaz sicer spremljam vrsto številk o zdravstvu, številko čakalnih dobah niti ne proučujem, ker mislim, da ne kažejo problema na realen način. To je sicer težko spremljati, ampak vendarle jaz mislim, da zanemarjamo to, da seveda obstaja več razlogov za to, da imamo čakalne dobe. En bi zagotovo lahko bil, da smo seveda spremljali potrebe slovenskega prebivalstva, zagotovili recimo za te temeljne potrebe dovolj denarja. Zdaj, če zagotovimo dovolj denarja, pa ni kapacitet, seveda te storitve ne bodo v ustreznem obsegu realizirane. Ampak zdaj, ko seveda pridemo do kapacitet, je pa več vidikov. Lahko, da teh kapacitet ni dovolj. Lahko v bistvu nastajajo neučinkovitosti znotraj posameznih izvajalcev, lahko nastajajo neučinkovitosti na ravni mreže. Prej sva se že pogovarjala, da jaz včasih se malo pohecam pa rečem, vsi bi si verjetno želeli magnetno resonanco v vsaki vasi, ampak če imaš ti seveda drago opremo in bolnišnice so seveda kapacitete, ki niso poceni, potem je seveda zelo pomembno, kakšna je stopnja izkoriščenosti. In če mi seveda imamo magnetno resonanco v vsaki vasi, je stopnja izkoriščenosti nizka, kar pomeni, da je cena potem na pacienta visoka. Vendarle je treba seveda ceno osnovati na podlagi stroškov. In če to storimo pri istem obsegu denarja, to pomeni, da seveda si lahko populaciji zagotovimo manj storitev. Tako da teh problemov je več. Z vidika kapaciteta je pa treba seveda upoštevati ne samo to, koliko je oseb zaposlenih v zdravstvu. Dejstvo je, da je za umske delavce bistveno lažje izvesti mobilnost, recimo zapustiti Slovenijo, iti v druge države. Medicinske sestre pravzaprav pogosto odhajajo iz zdravstva, kar bi nas morali bolj skrbeti. Ampak ne gre samo za to, koliko imamo ljudi, gre tudi za vprašanje njihove motiviranosti. In Slovenija je že tako kot država, recimo, če malo spremljate kazalnike recimo zavzetosti, pri nas v bistvu zavzetost pri zaposlenih ni zelo visoka. Jaz pa mislim, da smo počasi ustvarili razmere, ko ne samo, da so ljudje nezavzeti, pravzaprav postajajo umski delavci že aktivno nezavzeti, kar je najslabše, kar si seveda predstavljamo. Tako da obstaja nekaj čisto objektivnih razlogov, zakaj pride do čakalnih vrst. Enega nisem omenila, ta je zagotovo tudi ta, da zelo slabo obvladujemo seveda tudi obnašanje nas uporabnikov. Kolektivno financiranje zdravstva imamo zaradi zelo jasnih razlogov. Zato, ker želimo solidarnost, pa seveda, ker obvladujemo tržne nepopolnosti, to ekonomisti pogosto opozarjamo. Imamo monopole, imamo javne dobrine, eksternalije, zunanje učinke, recimo pri cepljenju. In v takih primerih seveda je javno financiranje nujno, da zmanjšaš neučinkovitosti trga. Je pa res, da seveda neučinkovitost trga potem nadomesti pa lahko neučinkovitost v tem načinu, netržnem načinu koordinacije potem. No in v takih situacijah je javno financiranje seveda razumljivo, ampak vpliva to na ljudi. Ljudje se ne zavedajo, koliko storitve stanejo. Če vprašate povprečnega Slovenca, verjetno niti ne ve, koliko plača na mesec. Ali pa preozko to pogleda samo na prispevke delojemalca, ne pa tudi na prispevke delodajalca. In kadar se ljudje ne zavedajo proračunske omejitve, mi temu strokovno rečemo, seveda potem se obnašamo drugače. In to, da recimo ne pridemo na pregled. Na pregled ali pa zdravila, koliko zdravil, na primer, absolutno ne uporabimo, pa jih vendarle plača zavarovalnica. Absolutno. To so ogromne izgube v nekem sistemu. Tudi verjetno malo soudeležbe strani pacientov vpliva tudi na to, kako pravzaprav adherentni smo, ne samo pri zdravilih, ampak tudi pri drugih, seveda, pri obnašanju, ki je relevantno za to, da seveda se izidi zdravstveni izboljšajo. Tako da tudi to je izziv, Zdaj, zakaj pa sem rekla, da na nek način pravzaprav se niti ne poglabljam izrazito v podatke o čakalnih dobah, je pa tudi zato, jaz temu rečem, da je, se upravičujem za angleški izraz, a self-fulfilling prophecy.
Če ti veš, da so čakalne dobe dolge, na nek način ljudje prihajajo na čakalne sezname prezgodaj. Če ti danes veš, da lahko še 2 ali pa 3 leta nekdo s kolkom funkcionira, se pravi, on ni danes na čakalno vrsto, ampak ga že danes vpišemo zato, da bo čez 3 leta na pravi čas na vrsti. Tako da to je en problem. Pa mislim, da je seveda problem tudi v vratarski funkciji. Vratarstvo je pri nas kar precej načeto, v smislu funkcije splošnih zdravnikov, tako da je tudi to pomembno vprašanje. In kadar se ti stvari zgodijo, potem je seveda čakalna doba vedno odraz takih različnih problemov, ki so se nabrali. Ker, naprimer, ko državljani, ki plačujemo zdravstveno zavarovanje, in imate prav, mi poznamo zdaj ti 2 postavki, osnovno zdravstveno zavarovanje in pa dodatno, pa morda še kakšno, ki nam ga zavarovalnica seveda prijazno ponudi, ampak ta višina, ki ga delodajalec odvede, je veliko višja. Ampak ko pa dobimo, neko naročilo, pa rečemo, čez 2 leti sem na vrsti za ortodonta, naprimer, vzemiva, če imaš otroka, on gre že v osnovno šolo ali pa že v srednjo šolo, ko prej na vrsto, si rečeš, pa kaj zdaj to plačujem, in tukaj je pa zdaj ta neka nova anomalija, če bom pa 200 € ali pa 800, pri ortodontu so številke seveda višje, dodal, bomo pa drug teden na vrsti. Zdaj pa se spuščam na ta drugi del zdravstva, za katerega predsednik vlade pravi, da je problematičen, ta zasebni del, ampak je tudi zakomplicirano, ker imava koncesionarje, potem imava popolne zasebnike, pa javno zdravstvo, ampak ko nekaj potrebujemo, nam, če le imamo, ni težko dati in se potem spet ne ukvarjamo s tem, kaj zdaj to zdravstvo ponuja, samo zelo preprosto rečemo, saj nič ne dobim, če ne plačam. Ja, prvič je tako, jaz ogromno, včasih se počutim že kot taka malo obrabljena plošča. Jaz ves čas diskutiram, da nasprotje javni službi, javnemu zdravstvu ni zasebno zdravstvo, ampak je tržno zdravstvo. Zdravstvena dejavnost je tako kot vsaka dejavnost sestavljena tako strani povpraševanja kot strani ponudbe. Mi diskutiramo pa ves čas samo o lastnini izvajalcev, kar je absolutno preozek pogled. In zdaj seveda, če midva opazujeva to razmerje med javnim zdravstvom, ki je seveda kolektivno financirano. Zdaj, tle moram vendarle eno stvar še dodatno razložiti. Ni vedno treba, da je javna služba tudi javno financirana. Recimo, preskrba zdravili brez recepta, ki jih, tablete za glavobol ali pa ob prehladu pa tako naprej. Pogosto ta zdravila ali pa veliko teh zdravil plačujemo sicer iz žepa, ampak to sodi v javno službo, zato ker seveda so cene regulirane in tako naprej, tako da obstaja neka kar velika zaščita tudi nas uporabnikov. Ampak če vzamemo zdravstvene storitve, je pa dejstvo, da seveda za večino javnih zdravstvenih storitev pa velja, da so javno financirane. Ravno zato, ker je treba vzeti vse razloge skupaj. In solidarnost je tukaj pomembna. In ko rečem solidarnost, mislim vse tipe solidarnosti. In dohodkovno, in solidarnost med spoloma, medgeneracijsko in tako naprej. Tako da zaradi teh razlogov seveda večino zdravstvenih storitev javno financiramo. In zdaj, če pač pogledava, kaj določa pol neko mejo med javnim in tržnim, so v bistvu 4 dimenzije. Ena dimenzija je ta, koliko nas je vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje in pa nas seveda živimo v razviti evropski državi, tako da večina seveda niti pa nas je to obvezno, hvala Bogu. V Nemčiji, na primer, imajo možnost nekateri, da izstopijo iz sistema obveznega zavarovanja, ampak seveda potem morajo skleniti pa nadomestno zavarovanje. Zdaj, skratka, ena dimenzija je, ali smo vsi vključeni, druga dimenzija je, katere storitve so del zdravstvene košarice in katere niso, ker seveda univerzalno zdravstvo ne pomeni, da damo ljudem vse. Univerzalno zdravstvo pomeni, da pač tisto, kar smo v košarico dali, dobimo pod enakimi pogoji. In ta pogoj je seveda vezan na neko objektivno potrebo, ki jo ima ta posameznik. Tretja dimenzija je nek delež kritja. Mi smo imeli v preteklosti za večino storitev doplačila, in dopolnilno zavarovanje je krilo doplačila, dopolnilno prostovoljno zavarovanje. Storitve, ki niso del košarice, krijejo tako imenovana dodatna prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Nadomestno zavarovanje sem že omenila, če ti recimo tako kot v Nemčiji izstopiš iz obveznega zavarovanja, potem nadomestno kritje plačaš.
obstaja pa še četrta dimenzija, to je pa, koliko smo mi zadovoljni z javnim zdravstvenim sistemom. Ne? In če nismo, in recimo, če smo si pač zmožni plačati žepa ali pa preko prostovoljnih zavarovanj, ne vem, hitrejši dostop do storitev, seveda do storitev, ki so sicer del košarice, to pa je potem nek vzporeden sistem, ki se razvija, in vzporedna zdravstvena zavarovanja tudi, ki potem nudijo podobne storitve. In tisto, kar je moj problem ves čas bil, mi smo se že leta pogovarjali s tem, kako umestiti dopolnilno zavarovanje, kako na nek način doseči to ločitev. Ves čas smo imeli težave s tem soobstojem dopolnilnega in obveznega zavarovanja. In vendarle ti moraš dati mesto prostovoljnemu zavarovanju, ker to se zgodi zaradi naših potreb in naših pričakovanj in naših preferenc. Trg ni abstraktna stvar, trg smo mi. In jaz vedno pravim, da narobe pristopimo k trgu kot zlikovcu. Trg se razvije zaradi slabosti javnega sistema oziroma tam, kjer javnega sistema ni. Kar pomeni, da je obratno. Vprašati se moramo, kaj v javnem sistemu v bistvu ne naredimo bolje, da nam seveda trg potem tako hitro raste in trg nam pravzaprav pokaže na neke slabosti v javnem zdravstvenem sistemu. Tako da meni se zdi bolj problematično danes to, pa jaz nisem zdaj strasten zagovornik, da me ne bo kdo narobe razumel dopolnilnega zavarovanja, ampak moj argument ni bil, da dopolnilno zavarovanje ni bilo pravično, ker je bila recimo medgeneracijska solidarnost, ker smo vsi plačevali enak znesek, pa je jasno, da so starejši v povprečju bolj bolni. Ni bilo pa dohodkovne solidarnosti. Ampak moj ključen argument proti dopolnilnemu zavarovanju je bil, da je zavaroval do plačila in potem ta ne igrajo vloge, da pravzaprav mi malo občutka dobimo za proračunsko omejitev. Ampak to, kar imamo pa zdaj, je pa v bistvu še slabša rešitev, ker zdaj pa smo na nek način spodbudili razvoj vzporednih zdravstvenih zavarovanj, ker seveda trgu niti ne damo druge možnosti. Tako da ti izzivi so kar veliki in jaz enostavno ne vem, jaz mislim, da moramo nehati s to ideologijo, da je vse, kar je tržno slabo, trg bo vedno obstajal, in je treba seveda zagotoviti, da je javno zdravstvo močno. Jaz sem zagovornik javnega zdravstva, ampak ne to, da ne upamo reči, da dobiček, pa rečemo presežek prihodkov nad odhodki, da besedo tržno zdravstvo skoraj nihče ne izgovori, ker je to na pol bogokletna. To so prakse, ki nam škodijo pri tem, da bi ustrezne reforme v zdravstvu sprejeli. Ampak se bom kar tukaj zdaj ustavil, ker to je debata prejšnjega tedna, če lahko tako rečeva. Celo minister za finance, celo ministrica za zdravje, oba sta pozvala poslance, ki so s svojimi amandmaji prav ta del demonizirali, lahko rečeva, rekli pa, poslušajte, mislim, da to ni prava pot, dajte še enkrat premisliti. Ampak na koncu je ostalo zaenkrat tako, kot je, ker pa je bilo toliko dopolnil, se mi zdi, da se bo seveda ta postopek še podaljšal. Ampak ravno ta del, kako ga vi razumete, oziroma jaz sem vas danes povabil zato, da je to neka taka kratka učna ura razumevanja, kaj nam vsi govorijo. Če imamo na eni strani 4000 zdravnikov, ki rečejo, poslušajte, ne govorite tega in ne razdelite nas na zasebnike in javne in izrivate nas iz javnega zdravstva, kar bo pomenilo seveda še večji manko. Po drugi strani nas pa še kaznujete, bog ne daj, da bi imeli kakšen dobiček, to, kar ste rekli, ker to pa ne, to se pa ne sme zgoditi. Po drugi strani pa celo minister reče, poslušajte, ta del, pa tudi, da se ne dotakneva ustavnega sodišča, ki bo verjetno na koncu znova reklo, da ne moreš imeti v državi neke skupine podjetnikov, ki pa ne smejo nič zaslužiti. Skratka, dajva to razložiti, kaj se je tukaj pravzaprav zgodilo in kakšni so cilji morda poslancev, zakaj zdaj to vidijo, ali ne razumejo, ali imajo svoj pogled na to. Ja, jaz zdaj težko komentiram, o čem se poslanci pogovarjajo, ker nisem tam. Ali pa deva reči, da bom vljudna, pa ne bom neutemeljeno svojih osebnih stališč delila, ampak jaz mislim, da je treba izpostaviti par stvari. Prvič, cene zdravstvenih storitev so regulirane. In zdaj, če pogledamo, kako so regulirane, vsaj
po filozofiji. V praksi mogoče malo slabo te stvari delamo, ampak dajva najprej razložiti logiko. Osnovna logika, tudi če vi pogledate recimo vsakoletno uredbo in pogledate, kako so cene oblikovane, so cene seveda oblikovane tako, da na podlagi nekih kalkulativnih elementov stroškov. In se pokrijejo stroški dela, stroški materijala, storitev v smislu recimo, ne zdravstvene, ki jo mi dobimo, ampak bolnišnica tudi lahko najame nekoga, da v njenem imenu naredi, neko mikrobiološko preiskavo. Amortizacija je krita, tako da, če pogledate to kalkulacijo, v tej kalkulaciji ni normalnega donosa na kapital. Mi ekonomisti ločimo med računovodskim dobičkom in ekonomskim dobičkom. In tudi, če ste vi računovodsko naničli, to seveda je ekonomsko gledano izguba, ker vi morate pokriti vse stroške vseh proizvodnih dejavnikov, tudi kapitala. Če recimo država vloži neka sredstva v bolnišnico ali pa če zasebnik vloži svoj denar in kupi in zagotovi opremo in tako naprej, seveda vsak pričakuje vsaj nek normalen donos na kapital. Tako da pravzaprav mi ekonomski dobiček razumemo šele, ko je ta dobiček večji od tega normalnega donosa na kapital. Mi sem se pa zdaj pogovarjala, da niti normalen donos na kapital ni del cene. Kar pomeni, da je res gre za ceno, ki je oblikovana na podlagi stroškov, čist računovodskih stroškov izvajalcev. In zdaj ideja je seveda ta, da bi se morala cena oblikovati na podlagi povprečno učinkovitega izvajalca. In ta cena na nek način, seveda, tako kot so prej rekla, že neprofitna cena. Zdaj, način vprašanja je prav izračunana. Govorim samo, da je to logika izračuna. Zakaj je temu tako? Ker seveda imamo pri nas dva plačnika. Jaz sem na začetku omenila, da je treba ločiti tekoče pa kapitalske izdatke. Tekoče izdatke financira ZZZS. Kapitalske izdatke pa seveda, če je lastnik izvajalca zasebnik, pri javnih zdravstvenih zavodih pa država. In če seveda ti potrebuješ denar za investicije, ti jih zagotovi država, zato to ni kalkulativni element cene. In z tega vidika seveda je treba razumeti, da pravzaprav so zasebniki tukaj v slabšem položaju. Potem je pa seveda drugo vprašanje. Obstaja več vrst dobičkov, ne bom se zdaj vse te izpuščala, ampak enega dobička pa ne moreš z regulacijo preprečati. V bistvu ga pogosto želiš celo spodbuditi, mi mu rečemo ekstra dobiček. Cena je namreč oblikovana na ravni povprečno učinkovitega izvajalca, učinkovitejši in potem seveda lahko en del dobička ostane. Zdaj, kaj je narobe v praksi, da te stvari ne funkcionirajo dobro? Zagotovo izračunavanje cen. Pri nas je kar veliko plačilnih modelov, ki jih ZZZS uporablja, že res kar precej starih, recimo v specialističnih ambulantah je kar veliko še točk določenih na podlagi neke zelene knjige iz 80-ih prejšnjega tisočletja. Tudi akutna bolnišnična obravnava, ki jo plačujemo po modelu SPP, skupine primerljivih primerov. V bistvu mi plačujemo SPP-je glede na strukturo in razmerja stroškov iz Avstralije, ker kupujemo njihov sistem, ne na podlagi razmerij stroškov v Sloveniji. Zdaj je teklo kar nekaj časa, lani celo leto je tekla stroškovna študija v slovenskih bolnišnicah in zdaj bomo videli letos, ali bomo uspeli upeljati slovenske uteži. Se pa seveda izkaže, da je spremljanje stroškov po pacientu velik izziv za seveda naše bolnišnice, ki tudi niso včasih informacijsko ustrezno podprte, ampak to je en problem in tega problema, da mi v bistvu nimamo ustrezne informacijske podpore, da nimamo dovolj znanja, da nimamo dovolj podpornih služb, ki bi se s tem v bolnišnicah recimo ukvarjale, to nima nobene veze z neprofitnostjo pa z omejevanjem možnostjo razpolaganja z dobičkom. To je drug problem, ki ga moraš nasloviti. Tako da ena stvar je zagotovo ta, ali mi te cene izračunavamo na pravi način. In zdaj, to sva razčistila, da so cene že na nek način neprofitno oblikovane. Drugo vprašanje pa potem je seveda, kako ti reguliraš možnost razpolaganja s tem ekstra dobičkom, ki si ga ustvaril. In jaz absolutno se mi zdi smiselno, da seveda v državnih izvajalcih, jaz rajš rečem državni izvajalci, bodi si občina ali pa država je ustanoviteljica, da ni zmede,
Tam je smiselno, da seveda denar ostaja znotraj javnega zavoda, ker so nosilci sprememb znotraj javnega zavoda. Ne? Pri zasebnikih je pa to seveda vezano v bistveno večji meri na lastnino, pogosto so tudi v bistvu zaposleni v svoji zdravstveni organizaciji, tisti, ki so lastniki. In z tega vidika je treba tudi razumeti presoje Ustavnega sodišča, ki lepo pove, da ti s plačilnim modelom spodbujaš, da bi bili izvajalci učinkovitejši in seveda ta spodbuda je ekstra profit. Če ti to spodbudo seveda onemogočiš, potem ne bo več seveda neke želje, motivacije, da seveda gledaš tudi na učinkovitost. Poslušala sem precej razprav, tudi po medijih, kjer je argument, treba je seveda preprečiti zasebnikom, da seveda uživajo dobičke, ker ti izhajajo iz tega, da lahko izbirajo paciente in tako naprej. Ampak to je spet problem, nerazumevanje, kje ta problem nastane. Če se lahko malo pohecam, je tako, kot da bi ti približno voda tekla v hiši, poskušaš zapreti vodo, ampak izklopiš varovalke. Nisi problema naslovil na pravem mestu in to recimo, da zdaj rečeš, nekateri zasebniki lahko izbirajo izvajalce, paciente se opravičujem, to nima veze s vprašanjem profitnosti pa regulacije razpolaganja s profitom, to je čisto neka druga zgodba. In ta zgodba je recimo, kakšni so plačilni modeli teh izvajalcev. Pri nas so vključeni recimo, če smo pri SPP-jih, pri nas so po SPP-jih plačani, tako javni zdravstveni zavodi kot mnogi koncesionarji, ampak v tujini je tako, ti moraš imeti dovolj veliko bolnišnico, da sploh vstopiš v sistem SPP. Mi imamo malo problem v Sloveniji, da smo premajhni, izvajalci so majhni in potem seveda, če si premajhen, se lažje zgodi to, da ne pride do neke normalne razporeditve pri pacientih. In zdaj, če je akutna bolnišnična obravnava seveda za paciente, za katere pričakuješ, da bo ostal čez noč, potem se moraš tudi vprašati, kateri pacienti so na ta način financirani. In lahko bi seveda, sistemske rešitve bi bile 3 za ta problem. Ena rešitev je zagotovo ta, da seveda se dogovorimo, kateri izvajalci so vključeni v sistem SPP, kateri pa niso. In velikost, pa tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, so tukaj pomembni. Ta pogoji so v bistvu že druga stvar. Ko ti nekomu podeliš koncesijo, moraš tako, ali pa javnemu zavodu, vse. In eni in drugi morajo izpolnjevati določene pogoje, da dobijo kolektivne vire financiranja. To lahko pomeni tudi možnost recimo zagotovitve neprekinjenega zdravstvenega varstva, postelje, ki jih imajo sami ali pa so pogodbeno dogovorjeni z enim izvajalcem, da jim to zagotovi. In tretja je seveda tudi ta, da je treba zagotoviti malo več konkurence na vstopu, tudi pri zasebnikih. Ker verjamete, nihče, ki je koncesionar, ne bo svojega posla obdržal na dolgi rok, če seveda ne bo nekih presežkov iz naslova večje učinkovitosti, če jih ne bo delil s svojimi zaposlenimi in če jih ne bo reinvestiral v svojo dejavnost. Tako da jaz mislim, da je treba pogledati problem tam, kjer nastane. In tudi, če zdaj rečemo, da je treba koncesionarjem prepovedati možnost razpolaganja z dobičkom, ne bomo niti enega od teh problemov, ki nekatere tako populistično žulijo, ne bomo jih rešili. A lahko ob tem še enkrat ponovim eno vprašanje, ki sem ga že prej malo naslovil. Po drugi strani pa imamo, javne zavode, kjer pa več kot polovica javnih zavodov posluje negativno. A se mi samo zdi, ali je to ta neka normalnost, ki smo jo mi kar sprejeli, pa tudi tega problema ne naslavljamo oziroma ga ne rešujemo. Vsako leto rečemo, UKC Ljubljana, toliko pa toliko milijonov minusa, pa potem vsako leto slišimo drug razlog. Enkrat niso opravili dovolj dela, drugič imajo letos investicije, ampak teh zavodov od Celja do ne vem kam vse. Zdaj govoriva o bolnišnicah. O bolnišnicah, Bolnišnice imajo kumulativno izgubo, Zdravstveni domovi pa recimo ne. Zdravstveni domovi imajo skoraj 100 milijonov kumulativno presežka v preteklem letu. Tako da je treba seveda, če rečemo javne zavode, vendar gledati vse skupaj. In zdaj dejstvo je, da pri večini bolnišnice ne je razlog izgube nerealiziran program. Seveda se, ko ti skleneš finančni načrt in seveda načrtuješ, kakšen obseg dela boš naredil,
biti realizacija programa načeloma seveda morala omogočiti normalno poslovanje. Zdaj pa razlogi, zakaj se pa seveda program ne realizira, so pa različni. Vedno je razlog nerealiziran program. Zdaj pa lahko ne realiziraš programa, zato ker nimaš dovolj kapacitet. Ne gre samo za to, koliko imaš zdravnikov, koliko imaš medicinskih sester. Gre tudi za vprašanje sestave teh kapacitet. Lahko imaš zdravnikov dovolj, pa ni dovolj medicinskih sester, pa seveda... In to se dogaja. To se dogaja. Ja. Recimo, mi lahko štejemo število postelj v bolnišnicah. To je nerelevanten podatek. Postelja, da bi jo štel v neko smiselno statistiko, mora biti, zdaj temu se angliško reče, a staffed bed. Se pravi, mora ta postelja priti skupaj z vso ekipo. Sicer je to pač samo kos neke opreme, ki ne služi svojemu namenu. Tako da lahko je problem seveda nerazpoložljivost kapacitet ali pa neustrezna sestava teh kapacitet. Investicije so z tega vidika zdaj ovira, ker če ti seveda izvajaš dejavnost v prostorih, ker tečejo investicije, so kapacitete okrnjene. Zagotovo bi se dal marsikaj narediti na učinkovitosti. Jaz sem velik zagovornik tega, da je treba spremljati efektivno opravljeno delo, kar je seveda tudi diskutirano v tem zakonu, ampak to je naloga menedžmenta. No, jaz sem vas zdaj hotel malce peljati samo zato, ker ko ste dobro razložili, kaj žuli nekatere, ko gre za zasebne ponudnike, dostikrat slišimo, seveda, ker kot ste sami rekli, ko pa je nekdo operiran ali pa karkoli gre potem v ta javno v bolnišnico, tam pa seveda stane, tega se oni ne lotijo, po drugi strani pa ti programi niso narejeni za to, ker ti delajo v svojih zavodih. Koliko kažejo izračuni, da je to res, da je to pretakanje teh, naprimer dvoživka, bom zdaj uporabil ime, pa ga sam ne bi, ampak ta je zelo popularna v zadnjih časih, koliko te dvoživke krnijo javno ponudbo ali pa ta program, zato ker jo seveda izvedajo potem pri sebi. Ja, zdaj, jaz včasih komentiram zakon o zdravstveni dejavnosti, ta vendarle izhaja iz ene napačne začetne predpostavke. Dejstvo je, da je trg dela v zdravstvu specifičen in na tem trgu dela je enostavno presežno povpraševanje, manjko ponudbe. In kadar imaš takšno situacijo, seveda moraš to vzeti kot dejstvo. Mi lahko zdaj sicer sanjamo, koliko bomo delovne sile uvozili, mislim, da seveda bomo lahko do neke mere uspešni. Predvsem sem že prej rekla, je treba delati na tem, da ne zgubimo angažiranosti teh, ki že zdaj delajo, in umski delavci se lahko hitro demotivirajo. Tako kot jih lahko nefinančno hitro spodbudiš in so nefinančno spodbude do 4-krat močnejše, tako jih lahko tudi demotiviraš. Tako da te stvari je zagotovo treba upoštevati, ampak zdaj, če se vrneva k tem dvoživkam, mene tudi to moti, da seveda govorimo precej na pamet. In zagotovo so določeni zdravstveni delavci, ki, tako kot vsi v javnem sektorju dejansko imaš nekatere, ki živijo, bom spet malo po domače rekla, po principu ne morate me tako malo plačati, kot jaz lahko malo delam, ampak vendarle jaz mislim, da so v večini takšni, ki seveda pa svoje delo delajo zavzeto. In jaz mislim, da ravno z tega vidika je pomembno, da ti seveda imaš spremljanje efektivno opravljenega dela. Na univerzi recimo imamo vzpostavljen sistem efektivno opravljenega dela. In meni se je že recimo zgodilo v preteklosti, da seveda nisem naredila v okviru javno financiranega programa dovolj in enostavno seveda je fakulteta potem iz nekih tržnih virov, ki sem jih jaz prinesla na fakulteto, pokrila ta manjko. Tako da to, da se spremlja efektivno opravljeno delo, je nujno. A tega ne počnemo? Tega ne počnemo dovolj dobro. Jaz sicer mislim, da na ravni posameznih enot predstojniki znajo kar dobro te stvari oceniti, ampak nimajo pravih vzvodov v rokah, da bi lahko seveda mogoče vplivali na to, kaj se dogaja. Predvsem je problem ta, da tudi če ti danes v neki enoti delaš dobro in s presežkom recimo, če si uvedel neke izboljšave, potem se to dobro poslovanje ene enote malo razgubi v poslovanju celotne bolnišnice. In na ta način seveda ti tudi vodje posameznih enot destimuliraš za spremembe. Pod vprašanje, ali ta problem naslavlja ta novi zakon? Ker ves čas je bilo govora, mi bomo poskrbeli, da kdor bo delal bolje, več bo za to tudi nagrajen, kar je neka stimulativna
pot, naprimer? Ja, zdaj, to je res kompleksno vprašanje, ki ga je težko nasloviti, če si malo časa za to ne vzameš, ker je izzivov več. Ne? Prvič, govori o tem, da je seveda treba vzpostaviti sisteme spremljanja efektivno upravljenega dela, kar jaz pozdravljam. Tisto, kar me žuli, je to, da na nek način zakon zahteva večje kompetence od menedžmenta, kar se meni zdi nujno. Jaz tudi mislim, da je seveda treba nasloviti vprašanje nagrajevanja menedžmenta. Tega nismo dovolj naslovili, niti zdajšnjo recimo reformo plačnega sistema. Ampak hkrati pa na nek način zelo neposrečeno, po moji oceni, jemlje pravzaprav neke funkcije menedžmentu. Odločanje o konkurenčni prepovedi je stvar vodstva. Spremljanje efektivno upravljenega dela je stvar vodstva. Zdaj, obljubljena je neka metodologija na nacionalni ravni, kar mene pri takih metodologijah običajno skrbi je, da seveda preveč poenostavi spremljanje efektivno upravljenega dela. To so vendarle umski delavci in treba je razločevati med intenzivnostjo in zahtevnostjo dela. Jaz sem včasih tako malo, ko se pogovarjamo o tem, kako nagrajevati, zahtevnejše delo, večji obseg dela je smiselno nagrajevati. Včasih govorimo o nagrajevanju po kakovosti, jaz se tega vendarle bojim, ti moraš dosegati nek standard, ki smo ga postavili. Če tega standarda ni, potem seveda ne moreš svojega dela upravljati. In mi smo že videli recimo take poskuse, ko je ZZZS moral objaviti podatke o številu pacientov na zdravnika, številu pregledov na zdravnika. In take številke niso pravi pristop, treba je uravnotežiti ustrezno za razlike, za heterogenost med pacienti, to se vse da in mi vse te podatke številne imamo, že ZZZS recimo razpolaga z ogromno podatki. In lahko vsaj uravnotežiš za razlike v tem, recimo koliko je polimorbidnih pacientov, po starosti, po spolu, marsikaj se da, če bi seveda v večji meri imeli registrov vzpostavljene, pa te podatkovne baze med sabo povezovali, se tudi to da lepo uravnotežiti. Mal je problem, če ti enostavno na ta način ne primerjaš izvajalce med sabo, ne dobiš realne slike. Tako da to so stvari, ki seveda bi jih jaz prepustila izvajalcem, direktorjem posameznih zavodov. Tudi zato, ker če ti hočeš spremljati efektivno upravljeno delo, ti moraš v bistvu postaviti procese. In ti procesi so lahko med bolnišnicami tudi različni. To se vse da, to ni nič, kar ne bi znali v vseh ostalih organizacijah, tudi v zdravstvenih bi lahko, z ustrezno usposobljenim podpornim osebjem, tako da to je sigurno stvar, ki jo jaz pozdravljam, ampak jaz kot moram še enkrat reči, to je stvar vodstev bolnišnica. In zdaj, če se malo vrnem na to, ločevanje, tako kot nočem ponoviti besede, ker sem malo alergična na ločevanje. Se sem zato sam, pa sem povedal, odkot izhaja. Ampak zdaj, če recimo pogledamo javne uslužbence, jaz mislim, da ta pristop prepovedi javnemu uslužbencu ni pravi pristop. Ti lahko sicer prepoveš, da javni uslužbenec dela kjerkoli drugje, ampak ne moreš pa osebi prepovedati, da bo ali ne bo javni uslužbenec. In glede na to, da imamo v bistvu tukaj specifičen trg, kjer je presežno povpraševanje, ponuja pa delo seveda premalo ljudi, je to nevarno. Jaz mislim, da te stvari ne bodo vodile do želenih rezultatov. Lahko, da ljudi tudi ne bodo masovno odhajali, ampak bomo pa zgubili motivacijo, zagotovo jih bo večji delež nezavzetih. To je ena stvar. Druga stvar, mene vedno kar malo nasmeji ta diskusija, da se je pa olajšal vstop zdravnikov iz neke tržne dejavnosti v javno mrežo, v smislu, da lahko nekoga zaposliš za 20-30%, ki je prišel s trga. Tukaj z napačne strani gledamo kovanec. V bistvu nismo s tem olajšali vstopa v javno mrežo, pa v javne izvajalce, ampak smo v bistvu zmanjšali stopne ovire. Kaj to pomeni? Jaz prihajam iz podobnega okolja in zdaj seveda določen del mojega dela je rutina in mi ni v izziv, ampak je pač seveda del dela, ki ga moraš opraviti. Samo določen del mi predstavlja izziv in to je tudi tisti del, ki me seveda drži v javni mreži. Večino recimo nekih takih prebojnih rešitev se bo vendarle razvijalo v javni mreži z javnim financiranjem in tako naprej.
In zdaj na nek način ste vi zdaj odprli vrata tistim, ki so boljši, izkušenejši in tako naprej, da se znebijo rutine v javnem zavodu in seveda pridejo nazaj samo za tisto, kar jim je izziv. Kaj mislim, da je tudi problema, in da imamo nek ideološki predsodek, ko mi gledamo javne uslužbence, se je treba zavedati, da se obstajajo nekateri, ki so se zdaj zaposlili 80% zato, da so si odprli vrata drugje, ampak vseeno jih zelo veliko dela 100%, dela jih veliko tudi 120%. Jaz sem 120% zaposlen javni uslužbenec, na primer, ker imam tudi neke raziskovalne projekte. In zdaj seveda vi mene na 120% že polno obremenite, jaz plačam vse davke, vse prispevke in tako naprej. In potem seveda za neko še dodatno delo je res treba razumeti, da je potrebna tudi neka finančna spodbuda. In to dovolj močna finančna spodbuda. Zdaj, ta predlog, kjer lahko posebni davek pri podjemnih pogodbah zdaj zadržijo zdravstveni zavodi, takoj se je pojavilo vprašanje, zakaj pa samo oni, ne pa še recimo visokošolski učitelji. Ampak dejstvo je, da če bi vzeli vi 1000 evrov pogodbo bruto, to ni 250 evrov več za zdravnika, če seveda, ali pa za medicinsko sestro, če predpostaviva, da dejansko bolnišnica ali pa zdravstven dom vse nameni zdravstvenemu delavcu, ampak to je neto 140 evrov več, zato ker seveda je treba vse prispevke pa davke plačati. Tako da, to, ko mi včasih, to moram reči, da me zelo moti. V diskusiji sem velikokrat slišala, da če ima nekdo popoldanski SP, da je to utaja davkov, to ni nobena utaja davkov, to je legalna oblika dela. Kjer tudi plačaš davek. Kjer tudi plačaš davek. In seveda gre za davčno optimizacijo, ampak dajmo razumeti, da seveda za mnoge zdravstvene delavce ima najprej možnost se zaposliti do 100, celo do 120, tam ga seveda polno davčno obremenimo. Jaz mislim, da ne vem, zakaj imamo tako izrazito velik predsodek ideološki potem proti tem, da bi pa seveda za neke res še dodatne oblike dela bili plačani bolje. Pa predvsem se mi zdi, da malo smo naslovili z nekimi šibkimi finančnimi spodbudami to, da bi ostajali javni uslužbenci v javnih zavodih, po javni mreži. Mislim pa, da smo absolutno povozili nefinančne spodbude, ki izhajajo iz tega, da imaš avtonomijo, spoštovanje nekega poklica in tako naprej. In avtonomija ne pomeni, da pa seveda ti nimaš sistemov, kjer seveda ljudje morajo za svojo plačo oddelati tisto, kar seveda so se dogovorili, da je potrebno. Tako da jaz mislim, da in je res, te stvari niso preproste, te stvari so vse zahtevne. Kar se pa te tudi generalno konkurenčne prepovedi tiče, jaz mislim, da je že obstoječa delovnopravna zakonodaja več kot dovolj natančno ureja, in je treba zakone, ki jih imamo zdaj, samo realizirati in izvajati. To je pa res, ker ko sem poslušal to debato, je bilo kar nekaj takšnih, ki so rekli, saj zakon za to imamo, če pa nihče tega ne preverja ali pa kaznuje, je pa pač druga, samo za to novega ne potrebujemo. A sva zdaj morda v teh 45-50 minutah preletela te osnutke novega predloga zdravstvenih sprememb, a sva kaj izpustila še? Izpustila sva kar precej pomembnih vprašanj. Naprimer, košarice se niso dotaknila. Nisva se dotaknila košarice. Tujih delavcev, to ste malo omenili, tukaj spomnim se, imel sem predsednika vlade, takole kot imam vas, pa sem ga vprašal, pa kako boste reševali ta manko, ker ne glede na to, kaj vse naredite, če ne bo ekipe, se pač to ne bo izvedlo, pa jaz stavim na tuje delavce. A je to realno, ker tudi novega zdravnika več potrebuješ 15 let, da ga dobiš. Če bi ga danes začeli intenzivno graditi za določene dele, kjer imamo manko, ga bomo čez 15 let imeli. Ja, to je to, kar so se prej pogovarjali. Jaz sem omenila sicer, da imamo presežno povpraševanje na trgu dela. Tle je specifika tudi, da imajo seveda zdravstveni delavci nek monopol, ki enostavno izhaja iz tega seveda, da traja dolgo časa, da se ti ljudje usposobijo. Tako da tuja delovna sila seveda do neke mere lahko prispeva, ampak to sabo potegne tudi kup drugih stvari, od jezikovnih ovir do medosebnih odnosov. Mi na nek način kar to zanemarimo. Poslovodstva bodo imela bistveno večjo nalogo,
tudi tega, ne, da se ljudje naučijo delati v nekih medkulturnih okoljih, ne, to ni neka stvar, ki se zgodi zelo lahkotno, ne. Tako da to so izzivi, ki jih imamo, ampak jaz mislim, tako kot sem že prej rekla, ne, mi imamo vseeno veliko možnosti že pri obstoječi delovni sili, če bi jih seveda na nek ustrezen način motivirali in zagotovili ustrezne delovne pogoje. Mi moramo vendarle vedeti, ne, in zato sem rekla, da pomembna tema je tudi zdravstvena košarica, ne. Mi želimo s temi 6 milijardami, 5 pa še neki milijard je javno financiranega, ne, zagotoviti populaciji čim več, ne. Ampak vendarle bomo morali tudi sprejeti, ne, da vsaka storitev pride z neko normalno ceno, ne, da bomo nekatere stvari financirali, nekaterih pa pač ne, ne. In nažalost, če malo pogledate, je situacija taka, da ne, cene zdravil, cene medicinskih pripomočkov, ki so tudi regulirane, ampak vendarle so regulirane tudi na podlagi nekih primerjav. Ne. Ti imaš sistem referenčnih cen, se pravi, cene pri nas zdravil vendarle ne morejo zelo drastično odstopati od cen, ki jih imamo za te zdravila v tujini. Ne. Stroški delovne sile so pa seveda druga zgodba, ne, in ti so povezani tudi z razvitostjo države. Ne. Zdaj, če vi pogledate recimo nek obisk pri specialistu, zdaj ti obiski so lahko različni, lahko je osnovno, lahko je razširjen in tako naprej, ampak cene teh obiskov se gibljajo tam med 20 do 23, 24 evrov. Ne. Enostavno bomo morali neke storitve vrednotiti drugače, ne, in enostavno potem tudi pač si priznati, da s temi kapacitetami lahko naredimo pač nek nabor storitev in kot družba bomo morali sprejeti, da je to dobro, ker bomo potem te storitve seveda dobili ob pravem času z ustrezno mero, pozornosti strani tima. Enostavno, pričakovati od vseh, da bodo pa vse stvari tako malo sprejeli. Že poglejte sestavo dela recimo zdravnikov, medicinskih sester. Klinično delo morajo opraviti, to se strinjam, da je treba imeti sisteme efektivno upravljenega dela vzpostavljanja, ampak večinoma se potem zgodi, da pedagoško delo, raziskovalno delo, vodstveno delo je pa tako skoraj, da ne neka prostočasna aktivnost, ki jo ti ljudje vzamejo, poleg vseh ostalih obveznosti, tudi poglejte zdaj, ko so te delovne skupine, za nobeno delovno skupino, v kateri sedijo zdravniki, ali pa v kateri sem sedela jaz nisem bila v službi nič razbremenjena, je pa kar precej enih ur za to, da take stvari počneš. In če bomo želeli, da bodo tudi zdravstveni delavci vključeni da bodo podpirali te odločitve, ki izboljšajo koordinacijo sistema, bomo morali enostavno tudi to razumeti, da je treba pač njihov fond tu razdeliti med različne oblike dela, da moramo rabiti nove poklice v zdravstvu tudi, veliko več specifično usposobljenega podpornega osebja. Tako da jaz mislim, da to vprašanje, kaj je v košarici, česa ne bomo vključevali, tudi to je izredno pomembno vprašanje. Ampak zdaj se ga ne lotevamo? Ne. No, dobro, recimo, malo smo začeli, ampak nismo bili zelo uspešni. To je povezano tudi s tem, da znamo spremljati potrebe, se pravi, mora biti povezano z vzpostavljanjem registrov in tako naprej. In seveda je treba spremljati potrebe po specifičnih boleznih, ki predstavljajo v Sloveniji največje breme. To je pa ta digitalizacija, te se tudi nisva dotaknila. Spomnim se, da je bila ena izmed obljub ali pa obljubljenih rešitev te vlade, vseh vlad, da ne bom zdaj kaj narobe govoril, da mi bomo zdravstvo naredili digitalno in potem bo to vse lažje. Estonijo so nam kazali kot nek primer, Ja, vsaka stvar se začne najprej s procesi, in ti lahko digitaliziraš slabo rešitev zelo hitro, ampak treba se najprej vprašati, kako želimo, da proces teče, preden seveda ga potem digitalno podpremo. Je pa to zagotovo zelo pomembno, ker administrativne obremenitve zdravstvenih delavcev so res velike. Informacije se podvajajo, ogromno podatkov imamo, ki jih ne pretvorimo v informacijo. In prej sem malo, če smem še to, govorila o nefinančnih spodbudah. Že samo to, da bi pravzaprav zdravstvene ekipe dobile nazaj neko povratno informacijo o tem, kako uspešno je njihovo zdravljenje. To študije kažejo, da je taka spodbuda do 4-krat močnejša od vsake finančne spodbude. Sam sem pa še časovno hotel reči, da če morda ne izgubljaš ravno to, kar vsi govorijo, da so pravzaprav pisarniški delavci, ne pa zdravstveni delavci, bi jim
tudi prineslo ogromno veselja in boljša kvaliteta. Sigurno, ne? In zdaj seveda, vedno, ko se neka nova rešitev uvaja, je neki energije dodatne potrebne, ne? Ampak moraš seveda potem rezultate te digitalizacije občutiti relativno hitro. In zdaj ta digitalizacija je seveda večplastna, ne? Moraš omogočati odločanje o sestavi košarice, moraš omogočati to, da se seveda prenavljajo obračunski modeli. Jaz najbolj pogrešam to, ne, da bi rabili v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih vzpostaviti podporo vodstvu, da v bistvu razvija menedžerska orodja in da uporablja podatke za menedžment organizacije. Večji del naših plansko-analitskih služb se pa dejansko ne ukvarja z informiranjem vodstev, kako izboljšati procese v organizaciji, ampak seveda z obračunom do ZZZS. In te stvari so izziv in jih je treba nasloviti. In ravno zato pravzaprav mogoče take rešitve, katerih zdaj diskutiramo, ne bodo dosegle vseh tistih obljubljenih ciljev. Še dve temi, ki sta zelo popularni, ko govorimo o zdravstvu, korupcija na eni strani, na drugi strani pa to pa ne govorimo sicer tako radi, ampak je pa kar drago stvar, to so pa bolniške. Mislim, da ga lahko rečeva 1,4 milijarde evra na leto plača ZZZS, za bolniške in tako naprej. Skratka, mi vsako leto več denarja namenimo temu, ker smo delovno odsotni. Sej nič ne rečem, sam težko sodim, verjetno je tega res veliko, ampak se je treba pa vprašati, kaj vendarle delamo narobe in zakaj ta denar pravzaprav dvakrat izgubljamo, ker tukaj govorimo o efektivnosti, ki jo potem seveda ni, po drugi strani to plačujemo. Ja. Zdaj, pri bolniškem staležu 640 milijonov evrov je bilo nadomestili izplačanih strani ZZZS, ampak številka, ki ste jo vi govorili, je pa seveda pravzaprav še večja, zato ker en del nadomestil krijejo delodajalci, pa 20%, če si bolan, izgubi pacient, tako da še v bistvu precej več kot 1,4 milijarde, če bi vzela breme skupaj. To je tisto, kar sem jaz na začetku malo naslovila. Bolniški stalež je samo en vir izgub produktivnosti. Recimo za srčno-žilne bolezni je breme prezgodne umrljivosti še večje od samo bolniškega staleža. Pri raku zelo veliko tudi takih ljudi, ki v bistvu potem sploh izstopijo iz trga dela. Se pravi, izgub produktivnosti je res veliko. Nastajajo izgube produktivnosti zaradi neformalne nege, ki jo zagotovimo recimo mi za bolne, pa potem mi kot negovalci lahko postanemo sekundarni pacienti, imamo bolniški stalež, prezgodno upokojevanje, prezgodno umrljivost, neaktivnost na trgu dela in tako naprej. Tako da to breme je enormno. Zdaj, zakaj je bolniški stalež narasel, je razlogov več. Mal je to povezan tudi s tem, da recimo se ljudje ne želijo, če niso dela več zmožni prezgodaj upokojiti, ker so pač nadomestila za invalidske pokojnine izredno nizka. Tako da, tukaj se spet vidi, da sistemsko ne pristopiš k nekemu problemu. Ti lahko zmanjšaš breme absentizma, ampak se potem ta problem sam skrije v drugo obliko, pa bi lahko imeli več recimo prezgodnega upokojevanja, ali pa morda več prezentizma v smislu, da ljudje bolni hodijo na delo. En del je ta, drugi del je seveda ta, da smo fokusirani na delovno nezmožnost, ne pa na preostalo zmožnost pri človeku, ki je na bolniškem staležu. Malo je pa tudi to, vedno se bolniški stalež poveča ne takrat, ko je kriza, ampak malo z enim časovnim zamikom, recimo, ko je gospodarska kriza, ali pa smo imeli obdobje korone, se ljudje malo bojijo morda za svoje delovno mesto, ostajajo na delu, potem se pa seveda posledice tudi psihološke lahko pokažejo kasneje, ali pa enostavno seveda je sistem preveč dobrohoten, če lahko temu tako rečemo. Pri nas vendarle bolniške niso omejene navzgor in tako naprej, tako da imamo kar nekaj možnosti za izboljšanje. Ampak moja poanta je, da seveda je to samo eden od virov izgub produktivnosti. Kaj se mi zdi problem? Zdi se mi problem, da seveda, zakaj se toliko pogovarjamo o bolniškem staležu? Začeli smo se veliko pogovarjati o staležu, ko je breme za ZZZS naraslo. Mi vedno presojamo stvari, probleme in a so nove tehnologije upravičene ekonomsko ali ne, zelo z vidika plačnika, kako to bremeni recimo ZZZS, ne gledamo pa širših družbenih učinkov. Mi bi morali ob vsaki odločitvi imeti ta širši družbeni vidik v mislih. Recimo, če bi vzela zdaj midva Alzheimerjevo bolezen oziroma demence nasploh, pri demencah je največje breme te bolezni neformalna nega. Tako, in to, da so v bistvu negovalci potem tudi sekundarni pacienti. In
ta vidik je treba upoštevati, ko ti recimo načrtuješ odločanje. Z tega vidika se meni tudi zdi to, da ko mi govorimo o zdravstveni mreži, da jo razumemo preozko. Mi štejemo bolnišnice, štejemo zdravstvene domove, za mene bi morala biti mreža za neko bolezen, tako bi si je želela kot pacienta, da bi ta mreža seveda bila tudi v tej nujno negovalne bolnišnice, nujno tudi socialno-varstveni zavodi, pa seveda razni rehabilitacijske ustanove, če mi to olajša vračanje na trg dela. Tako da bi si želela, da ko po boleznih snujemo te mreže, da mi vključimo zdravstvene organizacije in vse ostale, ki seveda tudi pomagajo, da pacienti pridemo nazaj na delovno mesto čim prej. Sam sem te bolniške zato povedal, ker ko gledamo, ki vse leti denar skozi okno, to je tako lepa. To govorimo o odsotnosti, potem pa seveda tudi o korupciji. Tam pa tudi rečejo, sej 100 milijonov evrov ali pa 200, 300 se izgubi, pa se nikoli ne najdejo ali pa to se ves čas dogaja. Kako je pa s tem v zdravstvu? Ja, jaz mislim, da je spet tako kot v vsaki dejavnosti je tudi tega, zdaj težko ocenim koliko, ampak lahko samo govorimo o tem, kako se te stvari naslovijo. In te stvari se naslovijo v bistvu z neko transparentnostjo. In če vi vzamete javne uslužbence, mi imamo zdaj seveda neko uravnilovko, če bi v vsakem oddelku dejansko imeli vsi informacije o tem, koliko je stroškov, koliko je prilivov, na kakšen način se ti prilivi realizirajo, če bi malo bolj vsi razumeli tudi plačilne modele ZZZS in podobno, in če bi od tega presežka mi lahko normalno nagrajevali zaposlene, v javnih zavodih so možnosti nagrajevanja javnih uslužbencev zelo omejene, potem smo lahko prepričani, da bi pač umski delavci sami med sabo zelo hitro uredili, zakaj so, stroški tako visoki, ker bi to vplivali tudi na njihove dohodke. Dokler pa to na tvoje dohodke ne vpliva, pa razumljivo niti na to pravzaprav ne reagiraš v zadostni meri. Rekli ste, kako to naslovimo ali pa rešimo, morda ves čas govorimo tudi o enotnem naročanju, naprimer, tako zdravil, opreme. Vendarle je Slovenija majhna, govorimo o 2 milijona pacientih. A ni to tudi ena izmed tistih rešitev, ko pokažeš ljudem, tem, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, rečeš, poglejte, pa smo mi tudi transparentni, pa dajmo to za celo državo naročiti, razbremenimo vodstva. Bila je ena ta ideja o enotni službi, kjer bi vse te investicije vodili. Sprašujem, v praksi je tako, se strinjam, ampak spet je to stvar vodstev bolnišnic, združevanja bolnišnic, ko te stvari naročajo, ker v praksi se vam vendarle zgodi potem v sistemu seveda javnih naročil tudi taka situacija, da je storitev na koncu dražja, kot če bi recimo na trgu poiskal sama. Tako da jaz na nek način te stvari seveda pozdravljam. Mislim tudi, da bi se mogli umakniti od cenovno usmerjenih javnih naročil in v večji meri seveda upoštevati tudi te kriterije kakovosti, kar se absolutno premalo uporablja. Ampak jaz mislim, da tle vendarle je to nekaj, kar moramo zahtevati od vodstva. Jaz se spomnim pred leti, pa se že ne spomnim, kdaj je to bilo, ampak takrat, ko je bilo afera okrog stentov. In potem poslušaš diskusijo, kjer so nekateri direktorji bili zelo veseli in so rekli, sej super, vi kar dajte to narediti, pripravite nam seznama, pa bomo mi potem to navodilo upoštevali. Jaz moram reči, da, ker imam smisel za humor, sem se malo zabavala zraven, ker sem razmišljala, da če seveda nekdo, ki da tako izjavo, če se ne zaveda, da pravzaprav potem on ni več potreben, ker če rabaš nekoga, da samo pokluka vse, kar bo ministrstvo reklo, potem v bistvu takšnih vodij ne potrebujemo in jih ne rabimo plačevati. Tako da jaz mislim, da so to stvari, ki so smiselne, ampak seveda so skupne nabave lahko odgovornost vodstev in odgovornost vodstev. Zdaj seveda, če pa hočemo imeti vodstva, ki bodo za svoje odločitve odgovorne, morajo imeti menedžerska orodja, morajo imeti možnost, da te stvari vodijo, morajo imeti možnost nagrajevati zaposlene, morajo sami biti dovolj dobro plačani. Imate danes situacijo še vedno, ko zdravnik, če prevzame neko vodstveno funkcijo, pravzaprav dobi nižje plačilo kot sicer. Kot če bi ostal zdravnik. Tako, to so stvari, ki niso ustrezne, in predvsem je treba razumeti, da je to resno delo. Tako da z tega vidika je seveda
Nič ne pomaga, če ti povečaš zahtevane kompetence ali pa znanja vodstev, če seveda tudi jim ne omogočiš, da te stvari realizirajo v svoji organizaciji, potem seveda nisi teh sprememb dosegel. Vi ste profesorica, izredna profesorica, na koncu vsako delo nekako ocenite, a ne? Če bi vas moral vprašati, ne vem, kakšno oceno bi dali temu predlogu, do kamor smo zdaj prišli s to novo ministrico, s to vlado, kakšno oceno si zaslužijo te spremembe, ki jih načeloma uvajajo? Ja, bom zdaj verjetno si nakopala kar precej slabe volje, ampak bi morali priti še enkrat na izpit. In ko bi prišli še enkrat na izpit, imamo dovolj časa, da do konca te vlade, da ti študenti, ki so zdaj na oblasti, to rešijo? Malo je problema, ne, ker... Ali so izhodišča že zakoličena in je to? Zakonodajni postopek je tudi tak, ne, da se ti zelo hitro zgodi, ugovor ali pa nek pismo 2 ministrov to kaže, a ne? Ja. Ti lahko pravzaprav pripraviš nek zakon in na koncu zakonodajnega postopka seveda je lahko ta zakon precej drugačen, ne? Tako da zdaj tlele je malo težko reči, kdo bi padel na izpitu, ker je enostavno toliko različnih ljudi vključenih, pogosto tudi potem seveda se vnesejo neke spremembe zelo parcialno in se ne razume seveda, kakšen je daljnosežni vpliv teh sprememb, tako da je tudi to treba priznati, da ta postopek na nek način tudi lahko pripelje do tega, da nek na začetku dobro zasnovan zakon v sodelovanju s stroko seveda izgubi svoj namen, ne. In nažalost se mi zdi, da se je tudi to velikokrat zgodilo zdaj pri zakonih, ki smo jih sprejeli že ali pa ki jih sprejemamo zdaj. Niste vedeževalka, ste pa spremljevalka teh sprememb napovedanih, prepotrebnih, pa saj tudi jih je, ne smemo biti zdaj tukaj krivični pa pavšalni, ker vendarle ves čas spreminjajo neke potrebe. Kaj se nam bo zgodilo v roku 5 let z našim zdravstvenim sistemom? Jaz kot črnogleda vendarle ne bi bila, ne. Tudi zdaj mogoče sva govorila o tem, da zakon o zdravstveni dejavnosti nima pravih rešitev, da zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju še čakamo. Določene stvari so pa vendarle bile sprejete, je treba reči, da je bil sprejet zakon o kakovosti, zdaj seveda bo treba te stvari implementirati in mogoče neke pomanjkljivosti še odpraviti, ne. Določeni premiki pomembni so bili, tlele moram izpostaviti tudi ministrstvo je zelo podpiralo in še vedno podpira uvajanje na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, to so pravi premiki v pravo smer. Zdaj je pa tako, jaz mislim, da se bodo javni uslužbenci seveda adaptirali, ne, na vse spremembe, ki se zgodijo in tudi vedno je to tako, ne. V tujini, jaz hodim po nekih konferencah zdravstvenih ekonomistov, ne, kadarkoli se uvede nov način plačevanja izvajalcev. Kakršnakoli sprememba v zdravstvenem sistemu, je vsaj en doktorski študent, ki se s to temo ukvarja in spremlja učinke tega ukrepa, da lahko zelo hitro korigirajo, če kaka stvar seveda ne doseže željenega učinka, ravno zato, ker se seveda ljudje odzivamo na to spremembo in pogosto potem seveda najdemo tudi alternativne rešitve, recimo, ali pa si olajšamo, si prilagodimo malo ta pravila. Ne moreš to moraš pričakovati, da se bo zgodilo, ne, kar pomeni, da bi, jaz to malo pogrešam pri nas, ne, to evalvacijo nekih ukrepov, da nekdo to takoj začne spremljati, da lahko hitro ladjo obrnemo. Ja, kakšnega svojega študenta morate zdaj usmeriti, ne? Se jih, ampak jih je premalo, pa dolgo časa traja, ne, tako da je tudi to izziv, ampak že ko zasnuješ nek ukrep, bi pravzaprav nekdo moral na začetku tudi zasnovati, kako boš v bistvu uspehe tega ukrepa presojal, ne. Tako da zdaj tako zelo črnogleda ne bi bila, ali pa bom rekla tako, ne, če se bodo stvari zelo zaostrile, bomo verjetno lažje našli skupen jezik, da bomo stvari rešili, ne. Tako da, zdaj, kar se pa seveda zakona tiče, ne vem, v kakšni spremembi, v kakšni obliki bo sprejet, tle si pa upam kar z veliko verjetnostjo trditi, da bo zagotovo, ne, deležen ustavne presoje in tako naprej, ker vendarle, ne, zdravniki pa medicinske sestre niso edini javni uslužbenci, nas je še veliko, ne, in takoj se seveda pojavijo vprašanja potem nekih razlik v obravnavi in smiselnosti takšnih pristopov, ne, tako da
bo pestro, kar se vsaj tega zakona. In kot smo vajeni z novo vlado, seveda prihajajo popravki tega zakona in tako naprej, ne? Ker ponavadi je pa tudi tako. Ja, to pa je malo problema, ne? Ker vendarle nam manjka neka taka dolgoročna strategija v zdravstvu in na začetku sem rekla, da se preveč ukvarjamo z operativnimi problemi. Pa malo naprej, ne? Strateškimi, ampak velik izziv je pa najprej strateški izziv definirati. In jaz si upam trditi, da pravzaprav se nismo dovolj ukvarjali s tem, kaj so res naši strateški izzivi in katere strateške cilje želimo dosegati. To je pa res, ker smo se začeli ukvarjati z ideologijo, še prej smo se začeli pogovarjati o strategiji. Hvala lepa za obisk v studiu, se mi zdi, da je bila to dobra učna ura za boljše razumevanje težav, realnega stanja in pa rešitev, no, ki jih vendarle stroka ponuja. Vprašanje pa je, ne, se mi je zdelo vse zelo zakomplicirano, ni enostavnih rešitev in se mi zdi, da je morda to najbolj ključno, da povemo, da enostavne rešitve za zdravstvo pač ni in da je to en kup enih sistemskih premikov, ki so potrebni. Ne? Absolutno. Hvala za ta obisk. Očitno še nimate tega doktorskega študenta, ki bo spremljal in evalviral, bom kar vas povabil tam čez 1 leto, pa bo pogledala, kaj se je zgodilo, prav? Velja, hvala lepa. Hvala za povabilo. Z veseljem. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da ste zdaj lažje dobili nek pogled, kaj vse se pravzaprav dogaja, da stvari res niso tako enostavne, da jih slišiš v enem prispevku v 2 minutah in potem razumeš, kako se rešuje, sploh če si morda malce na tej ali na drugi strani, in verjamem, da bomo zdaj morda bolje razumeli in tudi zahtevali boljše rešitve. Hvala lepa, do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.